Takole sliko smo znova v Domžalah. Najprej si bomo kar ogledali obe začetni enajsterici. Najprej zasedbo Domžal. Dejan Dončić je v primerjavi s tekmo z Mariborom opravil 4 spremembe. Vratar je Lovro Štubljar, osrednja branilca sta Vujčić in Nvankvo, ki se vrača v kader. Ob levi stranski črti bo igral Nino Milić, ob desni Luka Kambić. Zadnja zvezdna nogometaša sta Tom Alen Tolić in Lorber. Pred njima bo igral Daniel Šturam s 5 goli, najboljši strelec Domžal v letošnji sezoni. V napadu pa na levi strani Krančič. 18-letnik danes prvič začenja v prvi ligi. Lahko se pohvali s tem, da je v mladinskem prvenstvu v tej sezoni dosegel 6 golov na 17 tekmah. Potem na desni strani v napadu Betar Feta. Tudi danes igra nekoliko više, morda pride do prvenca v prvi ligi. V konici napada pa 28-letni Burić. Kurtović in Pišek sta pri žogi. Pišek pošilja žogo v kazenski prostor, gneča pred vrati. Brez zadetka na koncu, verjetno mu je zaledenela kri v žilah, ko se je Milić znašel na tleh, kajti rumeni karton že ima, zdaj pa priložnost za Sobočane. Lepa podaja za Vizingerja, Vizinger brani Štubljar, še enkrat Vizinger in gol. Mura vodi z 1-0, 34. minuta. Z prve Vizinger ni uspel premagati Štubljarja, odpadek pa je vendarle pospravil v mrežo in tako prišel do 7. gola v letošnji sezoni. Zdaj je skupaj z Marošo na vrhu klubske liste strelcev. Dario Vizinger po anemični igri enih in drugih v prvem polčasu, vendarle do prvega gola. Ta obračun je potreboval nekaj takšnega, morda se bo zdaj vendarle zanetila iskrica v športnem parku ob Kamniški Bistrici. Dario Vizinger pa torej do prvega gola v tem koledarskem letu. Tudi Lorber na koncu ni prišel do izraza, pa Nino Milić. Milić pred vrata, Burić se tam boril, ni še konec napada, Daniel Šturam je pri žogi. Kambić, Luka Kambić, Lorber išče prostor za strel, izvrstno Florian Raduha. Morda so mnogi žogo že videli v mreži, to da Florian Raduha se je prvič na tej tekmi resnično izkazal. Kurtović ni imel prave ideje, kam žogo Almin Kurtović. Na to pa je vse skupaj lepo popravil Pucko. Pucko proti Vizingerju, krasno Vizinger, kombinacija s Kurtovićem, priložnost za Muro. Tokrat se je znova izkazal Štubljar. Bruno Jenić. Bomo videli, kaj lahko on prispeva k napadalni igri Domžal. Dovžan Karahodžić lepo proti Buriću, Burić do strela. Izvrsten obrat, na to pa zelo skromen zaključek. In to bi lahko bila točka preloma. Daniel Šturam, mislim, da je osredotočen na zaključek. Dobil je znak. Daniel Šturam, Šturam do strela, dober poizkus, brani pa Florian Raduha. Še enkrat se je izkazal Murin vratar. Odbija Leart Sadriju. Dovžan Karahodžić, takoj Domžalčani v novem napadu. Dobra igra Dovžana Karahodžića, danes tole priložnost, brani Raduha. Brani Florian Raduha, ki tako prihaja do etikete junaka tekme, nedvomno. Dario Vizinger, iskrene čestitke za zmago, verjetno je še nekoliko slajša, ker ste vi dosegli edini gol na tekmi. Hvala. Pa sladka bi bila tako in tako. Pomembne, zelo pomembne 3 pike za nas. In težka tekma, vedeli smo, kaj nas čaka. Teren tudi ni bil nekaj precej dober. Hvala Bogu, zdržali smo do konca in vzeli vse 3 pike. Gotovo ste potrebovali to motivacijo, gotovo ste potrebovali to injekcijo samozavesti in verjetno zelo dobro, da se naslednji teden podajate s tako popotnico v tekmo z vašim bivšim delodajalcem. Ja, seveda, da smo potrebovali te 3 pike za samozavest, za vse, kar delamo, da nam je nek dokaz, da lahko. In ja, gremo samozavestjo zdaj naslednji teden pripraviti se za Celje in gremo tudi na zmago. Bo naslednja tekma s Celjem za vas kaj posebnega?
Ja, vedno je posebno, ko igraš. V Celju, ko sem bil, sem veliko dosegel, dali so mi veliko, ampak zdaj sem tu v Muri, zdaj pač zdaj vse za Muro. Ne? Hvala. Nino Milić, danes ste od prve minute nekako pokazali veliko napadalnih ambicij, lovili ste gol, na koncu ga niste dosegli, kaj je morda zmanjkalo Domžalam? Jaz mislim, da smo bili celo tekmo bolj nevarni, smo si ustvarjali več priložnosti. Na koncu mislim, da nam je zmanjkal ta zadnji pas in mogoče tudi kak zaključek, ampak nijemo kaj. Oni so zabili praktično iz ene šanse in moramo to popraviti. Hvala. Oskar Drobne, iskrene čestitke za zmago. Zdi se, da ste danes zelo dobro izkoristili dejstvo, da je nasprotnik nujno moral napadati, da je nekako lovil zmago, ki ga bi popeljala v boljši položaj. Pametno ste se postavili nazaj, dobro odbijali tekmečeve nalete, bili zelo spretni in na koncu prišli do 3 točk. Ja, super ste opisali. Bili smo dobri tudi v visokem presu. Nismo jim veliko pustili razigravati, če je le bilo možno. Tudi nizek blok je dobro deloval. Začetek sezone je vedno težek. Loviš formo, ne veš, kje si, takšne tekme je treba dobivati na mišice. Mi smo danes z eno čvrsto, kompaktno igro in res zalaganjem vseh igralcev na igrišču prišli do teh želenih 3 točk. 4 točke z 2 tekem ste pobrali v tem koledarskem letu. Verjetno je to izkupiček, s katerim ste lahko kar zadovoljni. Seveda smo zadovoljni. Moramo vedeti, da smo igrali z tekmeci, ki nas lovijo. Prvi cilj je zadržati to razliko, varno razliko. Se pravi, to smo zdaj v teh prvih 2 krogih naredili, ampak lejte, 4 točke, gremo dalje. Vsaka tekma je zgodba za sebe, tudi naslednja gremo na zmago. Ja, v naslednjem krogu se boste pomerili s Celjani, verjetno bo to tudi precej težja preizkušnja. No, absolutno, ampak nova priprava, nov teden za pripravo na nasprotnika, tako da se že veselimo tega srečanja. Najlepša hvala. Dejan Dončić, že z Ninom sva ugotavljala, da ste danes od prve minute zelo ambiciozno iskali zadetek, ustvarili ste si nekaj obetavnih položajev, ampak vseeno se večkrat zdelo, da manjka neka ideja spredaj. Kaj je po vašem mnenju zmanjkalo Domžalam? Pa dobro, lahko rečem, da smo tekmo zelo dobro začeli, da smo imeli res par dobrih priložnosti. Žal nas je individualna napaka v zadnji liniji stala tega gola in pa zmage. Ne glede na to smo si priigrali ogromno, lahko rečem, par dobrih priložnosti za gol. Ne vem, mogoče na koncu bi bili mogoče malo bolj skoncentrirani, morali bi dati ta zadetek in pa kljub temu jaz zmeraj rečem, da vsaka tekma je tekma zase, vendar pa moramo stremeti naprej. Vsako priložnost, ki jo dobimo, jo moramo izkoristiti. Stanje na lestvici gotovo ni rožnato. Koliko pritiska je zaradi tega, zaradi zadnjega mesta trenutno? Pa dobar, pritisk je ta, da mi sami sebi delamo pritisk, ker želimo, da pridemo čim prej ven iz tega, da z igrami, ki smo jih pokazali v 2 tekmah, smo nekako zelo napredovali, ampak točkovno nismo nič napredovali. Tako da včasih bi si želel tudi mogoče slabše igrati pa tekmo zmagati, kot pa da imamo umetniški vtis, da si rečemo, da smo dobro igrali in na koncu ne osvajamo pike. Najbolj pomembne so pike, na koncu ne glede na to, kako igraš, so na koncu najbolj pomembne pike. Naslednja preizkušnja, mislim, da vas čaka čez 9 dni, občinski derbi, v lov na točke se boste podali brez Danijela Šturma. Kakšen udarec je to za vas? Pa dober je, za vsak igralec, ko nam manjka, je udarc. Jaz pa mislim, da se tudi Haris Vučkić pa Lazarević vračata nazaj. Upam, da bo vse v redu in da bo ta pripravljena za tekmo proti Radomu. Najlepša hvala.